drage gledalke in spoštovani gledalci televizije Exodus. Vsi skupaj lepo pozdravljam iz našega studia, kjer imamo danes posebnega gosta med nami, gospoda Damjana Furmana, ki nam bo zaupal svojo življenjsko zgodbo od peklenskega objema drog preko očiščenja do božjega objema spreobrnitve. K nam ga je pripeljal župnik Tone Kmet iz Makol in gospod Furman je kot spreobrnjenec aktiven v delovanju tudi katoliške cerkve in nam bo o tem svojem življenju, o dveh življenjih, o prejšnjem in sedanjem. Sam pravi, da je neka primerjava z svetim Pavlom, ki se je spreobrnil iz Savla na mestu, tudi pri njemu. In lep pozdrav, gospod Furman. Veseli smo, da boste danes pričeval tukaj med nami za naše gledalce. In lep pozdrav. Dobro. Povejte nam, kako ste kot specialec, policist, ki je bil šolan v Tacnu, zašel v tako destruktivno življenje? Glejte, gospod, moje življenje, če začnem takole praviti, ne, čisto enostavno, ni pač po eni strani enostavno. Začnem tak, življenje moje je bilo tako narejeno, zmeram sem neke stvari na pol delal, ne. Zmeram sem prišel do ene točke in sem se zmeram vrnil nazaj. Zmeram sem ene cilje, ko jih dobesedno nisem znal sam doseči, ne. In zmeram tisti korak nazaj, ne, in dobesedno me samo tisto zanimalo, ker sem bil že v takih letah, 16., 17., 18. leta, ne, me je začelo zanimati lahka pot, ne, tista pot, ki jo lahko danes skoraj na žalost, skoraj vsak izbere, ne, in nisem imel tistega cilja, nisem znal priti nikoli do tistega svojega cilja, ne. Stalno je bilo neka zadeva tako narejena, da sem začel spoznavati družbo, iz tiste družbe sem se začel zanimati, me je začel alkohol privlačiti, ne, dobesedno, rad sem pil, kar dosti let, ne, in ko sem dobesedno nehal piti, ne, sem začel tudi obiskovati psihiatra, ne. Bil sem večkrat hospitaliziran v bolnišnici Vojnik, večkrat, tudi v Mariboru, tukaj so mi pomagali zdravniki, ne. In ko sem se začel v enem začaranem krogu vrteti, ne, dobesedno sem tudi po eni strani zmeram tisto po domače povedano jamra, ne, in dobesedno človek, ko jamra, ne zdaj, da sodim, ne. Ker tudi zdravnik, na primer, vsak naredi svoje delo, ne. Napiše tam recept, ajde, gasa, idi, ne. In tudi sem začel manipulirati na neke stvari, ne. Pil sem kar dost, kar velik, ne. Živel sem tudi na ulici, bil sem na ulici skoraj 3 leta, dobesedno. In iz ulice sem začel tisto obiskovati tudi, kao pravim, ne, psihiater, manipulacije, denar sem večkrat po ulici fehtal od ljudeh, ne, tudi za kak sendvič, večkrat sem bil premražen, pa to, ne. Pač, kaj ne rečem, glede temu. Prva droga. To je bila prva droga, ja, ker glejte, nekateri ljudje mislijo, ne, apavrin, leksavrin, dormikun, sanval, vse te zadeve, ko so, ne, čeprav jih predpisujejo zdravniki, pa ne zdaj, da bi me zdaj, na primer, zdravniki to zdaj narobe zastopili, pa to tudi v konicah. Na primer, so mi nekateri zdravniki priznali, lej, Damjan, ti si namena šola, dobesedno, problema se vsak hoče rešiti, evo, tule imaš
tule ima zdravilo, kao pod narekovajem pa idi, ne, ampak dobesedno, gledajte, v alkohol človek leze dobesedno vrsto let, ne, tudi po 25 let, dok se nas on prizna, da sem odvisnik, da sem alkoholik, da sem tabletoman, ne, in dobesedno pika na ime je bila droga, ne, priznam, heroin, ampak ko mi je bil heroin pika na i, ko sem videl v svojem življenju, ne, tisto, Damjan, imel si službo, Damjan, imel si kolege, imel si stanovanje, imel si vse pred seboj, dobesedno po domačo povedano, vse si imel na svojem talarju, ne, ampak nisem znal stvari sprejeti, ne, zmeram sem se tisto vračal nazaj, zmeram v tisto družbo, ker gledajte, čisto enostavno je, če vam zdaj nekaj priznam, vsak pravi, družba je kriva, ne, jaz pravim, družba ni nič kriva, ne, kriv sem jaz, ker sem izbira tisto pot, a gre človek na široko pot, ko spozna zakon ali pogubo, ali pa tisto osko pot, če se zdaj lahko malo dotaknem Biblije, Jezus, ko nam kaže tisto, jaz sem pot, resnica in življenje, ne. Glejte, tudi sam sem bil dvakrat klinično mrtev, ne, dvakrat so me oživljali, nisem vedel, ne, moja želja je bila tisto dobesedno, najbolj zadnja želja, kam je bila to, da rečem enkrat svoje hčerki, glej, rad te imam, rad bi te objel. Žal mi je, da sem nekaj v svojem življenju tako naredil, ampak nisem si znal sam sebi pomagati, ker dobesedno me je hudič držal v kremplah in me ni spustil, ne, in dobesedno, ko vam ne rečem, ko sem sam prišel do tiste točke, ko sem videl, da ne morem več, da sem zgubil i familijo, i vse, ko je možno, sem šel do enega svojega zdravnika, pa sem ga prosil, dobesedno sem se tam zlomil na njegovem mestu, sem se zlomil na njegove ordinaciji in sem rekel, gledajte, jaz ne morem več, ne, rad bi spremenil življenje, rad bi nekaj naredil, rad bi postal ded, rad bi bil človek na mestu, ko ima eno spoštovanje, ko ima svoj ja, ko ima svoj ne, da je vreden, da ni tista sov, če se lahko Biblije dotaknem, ko se vrže po cesti, ko se dobesedno, ko ljudje hodijo po njej, ko je pluvajo, ne, in da ima tisti svoj ja, tako nekaterem, naprimer, gledajte, gospod, nekateri, ko se ful, ja, zaklinjam se pri Bogu, ne, ampak jaz pravim, imej svoj ja, imej svoj ne, čisto enostavno, ampak naredil sem korak, šel sem v komuno, dobesedno Reto center, ki dan danes obstoja tudi v Ljubljani, je drugače iz Španije izvira ta komuna, je po celi Evropi, ampak jaz sem prišel pred ene fante, ne, jaz to prvo tisto, kar sem se vprašal, ko sem stopil notri v center, reče, vidi, gled Damjan, vidi se ti, da si prišel življenje spremeniti, ne, ampak žal, tule, ko notri stopiš, ni kletvic, ni žensk, ni drog, ni alkohola, ni tablet, ni televizije, delaš od zjutraj do večera, enkrat si tu, enkrat si tam, spoznavaš lahko vse, ne, spoznavaš lahko sebe, ampak zjutraj prej, ko se gre na teren, ker to je odprti del komune centra, ko se deluje od zunaj tudi, naprimer selitve, eni so na kmetiji, eni so dobesedno eni kuhajo, eni, naprimer, ko človek vstopi notri, krizira, ni dobenega zdravnika, ni nič, starešine cerkve pokliče svojo starešino, da se moli nad njegovim življenjem, ker tudi s tem lahko, ker mu bratu tudi vera raste, ne, in gledajte, meni so fanti pomagali, ne, kar dost, največ iz Makedonije, iz Srbije, in res sem bil tisto slaboten, mene so dobesedno po vozičkah vozili, ne, tam so me spravili do mize, ne, komaj, ne, in pravim tiste depresije, ko sem jih živel, jaz priznam, da jih ne bi znal tule od zunaj preživeti, ne, ker me ne bi niti doben ne zastopil, ampak tiste stvari duhovne, ko te človek vidi, ko je že dal neke stvari skozi v svojem življenju, te vidi, ker so le stvari enostavne, vse dobesedno, da znaš ti svojega brata poslušati, lej Damjan, nisi še vredi, ne moreš iti domov, ali pa ne moreš iti na neko mesto, ne, da ti tudi kaže tiste želje, ko jih ima človek, da jih ne more doseči, da se more truditi za tiste želje dobesedno. Torej v komuni ste se prvič srečal tudi z Bogom. Tudi, ja, gledajte, tako je bilo, ne, pridem jaz, ta prvo se vprašam, ne, ja pa Damjan, halo, prvo se jaz tisto vprašam, kaj je naredilo tebi v tistem tvojem življenju,
da si spremenjen, da si nasmejan, da delaš, vsi kot tebi, vam nič ne manjka, lej, vi imate eno čisto normalno življenje. Ja, Damjan, glej, Biblija. Ampak jaz priznam, gledajte, jaz sem Biblijo čital kot en časopis, ne. Časopis, ne, in reče, le Damjan, svoj obraz lahko najdeš v evangeliju, ne, in jaz tisto gledam, mene priznam, da se meni to smešno zdelo prvič, ne. Ampak, ko se mene Božja beseda doteknala, mesec pa pol nisem Biblije dotaknil, ker sem imel tisti strah v sebi. Jaz verjamem, ne, da mi ga je poslal Bog, ne, in da mi je dal eno spodbudno besedo, je rekel, le Damjan, vzemi. Življenje teče naprej, le odvisno od tebe, če bo znal korake delati, ne. In ta kolega danes v Španiji, Madridi, ki mi je dal tudi to spodbudno besedo, čitaj, imej eno duhovno hrano, ne samo tisto, ko je mi jemo, ker človek tudi baterije svoje sprazne. In gledajte, mene se je močno beseda dotaknala, ne. Začel sem komunicirati, padal sem tudi na kolena tam, ne. Priznal Boga v svojem srcu, dovolil, da Bog dela v mojem življenju, ne. Pomagati tudi drugim, ne. Gledati tudi stvari, da nisem sam, da nisem na ena stvar, da kažeš sam sebi, da nisem egoist, da znam pomagati ljudem, da znam tisto svojo milost davati, svojo tisto ljubezen davati do sočloveka. Tako je, na primer, gledajte, tule en kozarc vode, da znam to jaz iz srca svojega dati človeku, ne tisto tako v starem življenju, ne, če se malo vrnem nazaj, čeprav življenje teče naprej, ne, in da so stvari, ko se dajo, ne, čeprav so težke, čeprav je tisto, kar zdaj največ gledam tule od zuna, je tisto največ, kar manjka, sloga, kar Biblija uči, pa spodbudna beseda, dobesedno. Vi ste zakramente sprejel prav v komuniji. Glejte, zdaj jaz vam bom povedal, pred tem sem bil itak krščen v Ločah, v cerkvi, ob Hailu sem imel v Zrečah, ko sem stanoval v Zrečah, v komunah, tam sem dal plat svojemu srcu Bogu, ne, da dela v mojem življenju, sem ga priznal in s tem, ko sem jaz tudi priznal, so mene brati sprejeli, ne, tam v centru. In bil sem tako njihov brat, ne, videli so, da delam, ne zdaj, da sam sebe hvalim, ko dela levica, kar lahko naredi desnica, ampak dela se, ne, človek se mora truditi v svojem življenju, ne. Mene ni bilo nikoli sram, kao bi rekel, se nekega dela dotaknati, delati, ali da bi mi bil neki strah, ali pa bilo kaj, ker tudi sam izviram iz ene preproste družine, ne, in tudi ne, dobenga ti po eni strani krivim, ne. Krivda je bila moja, sam sebi sem mogel to sam priznati. V komuni ste se hkrati tudi očiščeval teh strupov fizičnih. Ja. Kako je to potekalo? Zravno imaš eno odgovorno osebo. Vsako jutro, ko se gre na molitveni prostor, gre eden zravno tebe, ti skuha kamilični čaj, in greš po Zagrebu, ne, tisto eno urco, pa ne zdaj to, da imaš eno normo, pa da zdaj moraš na neki čas priti nazaj, ampak po svojih sposobnostih, ne, ker tudi se lahko da videti, se lahko človek samo vidi, ne, na primer, ko lahko v svoji, ali je potrpežljiv, ali je vztrajen, ali bilo kak na en duhovni način, ne. Tako da dobesedno ene 3 tedne se človeku ne, da se ne dovoli, ampak da da tisto krizo skozi, ne. Krize, imel sem enega Jakoba, ja, iz Beograda, ko me je ful spodbujal, še sinoči smo bila na kontaktu na Facebooku, danes je poročen, ima ženo, službo, on mi je rekel, samo Damjan, samo vjeruj. In jaz sem bil isti, samo vjeruj. In jaz sem začel ene stvari verjeti. Kriza traja, ja. 14 dni je največja kriza, ja. Tam je, jaz mislil, ne, da nekaj strašim ali pa bilo kaj smislil, da je konc, ampak se nisem dal, ne.
In začnejo se tiste paranoje, pregnjavice, strahi, ne veš, kaj bi. Po eni strani sem vedel, tu sem, verjamem, da mi bojo pomagali, ne, če bo kaj narobe z menoj, pa to ne. Tako da hvala Bogu, da sem dal krizo skozi, ne. Ampak pravijo, da ta premagovanje krize je ena stvar, ostajati čist je pa druga stvar. To je res, ja. Ostati čist. Glejte, jaz sem že zdaj od alkohola 12 let čist. Od droge, od tableto 10 let. 10 let. Ker sem bil sem imel kar antidepresive, antipsihotike, plus tega, da sem stvari zlorabljal, ne. Dobesedno priznam, ne, manipuliral z zdravnikami, vamo, tamo, levo, desno, ne. In je kar. Biti čist je kar, biti eno pričevanje je kar huda stvar, kar težka stvar, je treba se truditi za določene zadeve. Glejte, pač jaz, ko sem prišel domov, ne, sem si zadal en cilj. Iti v cerkev. Takrat sem tudi spoznal gospoda Jožeta Vogrina, arhidiakona iz Slovenskih Konjic. Jaz sem takrat naredil tisti korak do njega, ne, in takrat se meni začelo spreminjati življenje. Takrat se meni tudi prvič Bog odkril. In jaz sem eno zanimivo zgodbico gospodu Vogrinu povedal, ne. On je drugače moj boter, ker sem tudi sam pristopil do njega, ne, nisem imel enega zakramenta, ko ste me prej vprašali, ne. Birma. Pomagal sem pri verouku, še tudi pomagam, kosim okoli cerkve za svoj hobi. Rad pomagam, ne. In tudi, ko sem dobesedno tisto, ko bi rekel, ko sem prestopil, ne, sem rekel, glejte, jaz še enega zakramenta nimam, to je sveta Birma, ne. Je rekel, ja, dam enega botra, se bo treba zbrati, ne, sem rekel, glejte, tule zravno mene stoji, ne. Je rekel, le dam z veseljem. In jaz sem takrat gospodu Vogrinu eno zgodbo povedal, ne, če jo lahko tudi povem. Seveda. Iz Evangelija. Kak jo jaz vidim, ne, dobesedno, je to, ko ena primerjava, ko je tudi Jezus delal, ne, je to, ko so šli ribe loviti Peter, ne. In njegovi brati stojijo tam na obrežju in rečejo, pride Jezus mimo in reče, kaj pa delaš danes, ne, je pa rekel, ja, že cel dan lovim ribe, ne. Pa si kaj ujel? Ja, nič. Ampak mu je pokazal, ne, in dobesedno leha ena zgodbica, ko se vidi, tule je že poslušnost, da je vrži na levo stran mrežo, ne. In ampak on, Peter, ni vedel, sveti Peter, ni vedel, da se bo njemu tudi življenje začelo spreminjati. Ker je imel tisto staro življenje, ker dobesedno te učenci so sam poznali mrežo, čoln, ribe, ne. In to mi je bilo staro življenje, ne, isto kot moje staro življenje, če dam primerjavo, alkohol, droga, tablete, ulica, svašta, sodišče, zakon, vse, kaj je možno, ne, v svojem življenju. Za moja primerjava, ampak ko je vrgel, ne, je videl, ne, dobesedno, si kaj ujel? Jaz sem. In ko je začel mrežo, na čoln, ko je začel vlačiti mrežo, gleda in pa reče, lej, kaj ne gre? Ja, ne gre. Ja, halo, daj se malo ponižaj. Od zadaj imaš brate, ne, ti malo pomagajo. Lej, vidiš, tako je tvoje življenje, ali pa moje življenje nareto. Vse ti je šlo na eno silo, na eno dobesedno, ko nisi mogel več. Ampak Peter je imel tisto mrežo zelo rad, ker je vsak dan krpal, zlival je ljubezen notri v njo, ne, ker to mu je bil vir dohodka v njegovem življenju. Ampak lahko rečem, ko se je tista mreža začela zategovati, ne, pa parati, se je njegovo srce tudi začelo parati. Ampak samo tisto enostavno, kak jaz vidim, ne zdaj to, ampak jaz verjamem, da vsakega človeka lahko Bog do tega pripelje, kar je tudi mene, ne, da je tisto, da mu je pokazal, glej, življenje ti je šlo na silo, ponižaj se, prosi, boš dobil, lej, tule imaš slogo od zada,
ne ti pomaga. In s tem, ko se njemu čoln potopil, se njemu staro življenje tudi potopilo in je se pokesal od tistega greha, tako sem se ga jaz tudi pokesal v svojem življenju. Vse stvari, ko sem jih delal v svojem življenju, sem se pokesal in začel tisto znova. Ne? In je rekel, glej, zdaj ne boš več lovil ribe, ampak boš ribič ljudi. In če lahko dam eno primerjavo, tudi jaz, ko delam na terenu, pomagam kar dosti. Dosti ljudem, ko vidim, če imajo, ko se vidi, če že ima res problem, mu tudi rečem, glej, halo, lej, tule ti le dam telefonsko, sprejeli te bo moji brati. Žal je malo spremenjeno življenje, ko ni tako vse dosegljivo na roko, tako se tukaj zdi, ampak lahko se pa naučiš veliko iz tega. Torej, ko si v drogah, si sam in tvoj najboljši prijatelj je diler. Ja, Ko si pa z Bogom, pa imaš brate, to je imaš res. Boga To in je se res. naučiš živeti ne samo od skupnosti, ampak tudi za skupnost. In to je tista izkušnja, ki vam je v bistvu spremenila življenje. To je res, gledajte, jaz ko sem prišel v Konice, ne, ko sem rekel gospodu Vogrinu, sem rekel, gledajte, jaz imam željo, da bi rad šel na kor, rad bi slavil Boga, hodim v cerkev, rad vam bi pomagal, rad vam bi pomagal pri verouku ali bilo kak, ne, samo da se človek počuti nekot koristnega, ne. S tem sem pa tudi delal korake, ne. S tem sem jaz tudi šel v šolo, vpisal sem se v šolo za varnostnika, ko sem naredil šolo, sem dal vlogo, da sem dobil odgovor, kdaj bi dobil službo, pa to, ampak tisto, bil sem na ene določene preizkušnje, ni se dobilo kar tak, ne. Imel sem tudi, priznam, probleme z zakoni, ko sem mogel malo čakati, da so se stvari uredile, ampak s tem jaz sem verjel, jaz sem vztrajal. Redno tisto, ko bi rekel, redno hodim tudi na treninge, v fitness, to mi je ena motivacija, ko me najbolj gor drži, ne, tudi za, ko bi rekel, največ za samozavest, pa to ne, ampak nisem se dal, jaz sem rekel, le Damjan, če si ti do totle prišel, verjemi, da znaš še en korak narediti, spet verjemi. Itak, če naprimer ljudje sodijo, pa ono, pa vamo, pa tamo, ne, ampak jaz sem verjel v svojem srcu, jaz sem verjel, da bom doživel tisti blagoslov, da mi bo na trenutek dal Bog tisti blagoslov, ko sem ga najmanj pričakoval, ne. In tisto, ko sem ga najmanj pričakoval, me dobesedno človek, moj šef, gospod Ferdo Krošl, ko mi je odgovorna oseba, me ustavi pa reče, le Damjan, ena beseda danes padla v firmi za tebe, lej, sprejeli te bomo službo, vem, kak si bil prej, kak si danes, da se trudiš, lej, samo odvisno od tebe, če bo znal sprejeti, jaz neko le prijem, takoj pisarno sprejmem, rad delam z ljudmi. S tem sem še tudi hodil, ko sem čakal na službo, na računalniški tečaj gor na gimnazijo in rad sem aktiven, to čem povedati, ne, in rad sem v službi, ljudje me vidijo, da sem za srcem v službi, rad se pogovarjam, rad imam odprto srce, rad pomagam, če se da svetovati ali bilo kak, ampak na koncu rečem, le žal, vse je odvisno od tebe, če boš naredil korak, ker so veste, te zgodbo sejalec, ko je šel sijat, ne, če bo padlo seme na rodovitno zemljo, ne, če pride do ploda, pa to ne. Sveto pismo je vaš vsakdanji To mi je prijatelj, pa- vir življenja. Povejte, kako se To mi je pa- ga lotevate. Glejte, jaz se ne kljuke dotaknem. Zjutraj, ko se vstanem, pa če lahko samo ena molitva, ampak tista ena iskrena molitva, ko je dal mi srca, ne grem ven iz svojega stanovanja. Tu včasih, če tisto vzamem Biblijo, jo poljubim, pa rečem, le hvala ti Bog, dal si mi eno novo življenje, dal si mi eno priložnost. Hvala ti, Gospod, da si mi je dal iz starega življenja, da si mi dal eno novo življenje, da imaš eno milost nad mojim življenjem, da mi pomagaš, da sem vztrajen, da sem potrpežljiv, vse, kar je možno. In glejte, sam pa Jezus pravi, ozka pot. Jaz sem pot, resnica in življenje in ta vers je v mojem srcu tule notri zapisan. Jaz sem resnica, pot in življenje. To, da se vas Sveto pismo dotika dejansko v duši, v srcu, skozi vso vaše bitje,
je popolnoma drugače, kot ste rekel na začetku, da ste ga bral kot časopis. Ja. Se pravi, da dejansko gre pri vas za eno metanojo, za eno spreobrnitev. Ja, res. Rad grem v globine. Dotik Boga je naredil čudež v vas in želite ta odnos svoj prenašati tudi na druge ljudi, kar vam očitno uspeva. To sigurno. Omenili ste, da v tem vašem novem poklicu lahko naredite veliko dobrega. Sigurno, kot varnostnik, tudi življenje ste že reševal. Tudi to. In zanimivo pa je, da vas ta delovni čas ne omejuje, da ne bi tudi izven svojega delovnega časa žrtvoval svoj prosti čas za pomaganje drugim ljudem. Glejte, gospod, kar se tiče tega, zmeraj sem prej gledal na sebe. In zmeraj, če hoče tista stara narava mi pokazati, se malo stavim, preštudiram, pa rečem, Damjan, ne bodi tak egoist. Človek verjame v tebe, človek ima eno zaupanje v tebe. Idi do njega, pokaži mu, da znaš, se pravi Sveto pismo, če gre tvoj brat 1 miljo, pokaži, da ti znaš 2 milje iti. Ampak vsi vzamem, jaz pravim za človeka prvo, tudi Biblija uči, ker imej človeka na prvem mestu. Omenili ste vašo hčera. Ja. To je vaša družina in ljubezen do hčere je stopila nekako v ozadje v tistem vašem obdobju, ko je pravzaprav bila omama na prvem mestu. Ja, res. Vaš ego. Kakšno je zdaj vaše razmerje? Glejte, gospod, zdaj, če jaz takole malo čisto iskreno rečem, zmeraj sem dobil na svoj pladenj, Damjan, alkohol, jaz, ali ščerka, ali alkohol, ne. Dobesedno prevlada več alkohol, priznam, ampak nisem znal tisto povedati, nisem imel toliko poguma v sebi, da moram pasti tako daleč, da spoznam sam sebe, da padem na kolena, s tem sem se pa tudi sam umaknil, ker si nisem sam sebi dovolil, da bi me lastna ščerka gledala, kako vsak dan pijan hodim domov ali zdrugiran ali bilo kak, ampak raj sem se jaz umaknil, ne. Res je, da nisem imel kontakta 15 let, ne, ampak po 15 letih, skoraj 16, smo navezala en kontakt, ne. Jaz pravim, upravičiti drugemu, ne, pogledati v oči, dati eno željo, da lahko pomagaš, da lahko svetuješ, da lahko spodbujaš svojo lastno hčerko v svojem življenju, ji pokazati ali odpirati oči. To je bila moja želja, ne. Ko ste bil na cesti, pri minus 23 stopinjah Celzija, brezdomec, Ja. zdaj pa vam je uspelo odplačati vse dolgove, Ja, to je res. organizirati življenje boljše, kot ga ima marsikateri človek, ki je normalno živel, se povezati z Bogom. To je dejansko nekaj, kar bi lahko imenovali čudež. Glejte, gospod, dobro, ko sem bil še, zdaj, če se malo vrnem nazaj, ne, čeprav Biblija uči naprej, da stvari tečejo, ampak če vam samo tole povedati, da ja, imel sem kredit, vlagal sem denar v hišo, hiša se je bolj čez en čas prodala, jaz sem šel takrat na ulico, imel sem dolgove za banko, tisti dolgovi so me čakali več kot 10 let, jaz sem vedel, ko sem bil v centru, čeprav sem imel možnost, da bi lahko tam ostal, lahko pomagal ljudem, delal eno volontersko delo ali v Španiji, kar se mi je možnost odpirala, ampak jaz sem rekel, glej Damjan, če greš zdaj ti eno Španijo, grejo dolgovi, problemi grejo s teboj, ne zdaj tisto, da bi jaz zdaj, naprimer, zdaj sem pa jaz v Španiji,
problemi so tu, ampak ne, izvršbe pridejo trkat na vrata. Jaz sem dobesedno, gledajte se, tisto, ko sem prišel domov, sem rekel, le Damjan, Damjan, tebe še čaka velike stvari in te zadnje 4 leta sem ogromno delal tisto na sebi, ogromno sem daval, dobesedno se mi je od plače trgalo več kot 3/4 plače, dobesedno, in nisem imel nič, ampak s tem sem pokazal, ne dam se, tu dolg sem prišel, da mi je le na eni preizkušnji si, jaz verjamem, da ti če Bog pokazati ene določene stvari, da si tako ena glenena posodba, da te on oblikuje, da imaš en trd temelj v svojem življenju, da si lahko eno prečevanje, pa ko vidiš eno, takle dobesedno, ne da sodim, eno jokico pred seboj, pa rečem, pa ko jokaš, da se vse, samo trdna vola, to je to. Jaz se tudi nisem dal. In tudi verjamem, da je lahko naredi človek nekaj von iz sebe, če se da, to je pa tisto tole not. Dajva se nekoliko posvetiti še vaši komuni. Bil ste v komuni v Ljubljani in v Zagrebu. Tam ste srečal, kot ste že omenil, veliko prijateljev, ki niso bili samo Slovenci, ampak so prišli tudi iz drugih balkanskih dežel. Se vzpostavil neke zveze, ki še zdaj trajajo. Ja, gledajte, gospod, pardon, ko sem vas prekinil, imam kontakte imam z fantami iz Makedonije, iz Srbije, iz Italije, iz Španije, ampak z samimi spreobrnjenimi fantami, ne, to je tisto, ko imajo življenje pošlihtano, ne, imajo družine, imajo službo, dobesedno hodijo v cerkev, slavijo Boga, prosijo Boga, ne. Imamo tisto, Damjane, zdravo, kako si, ide ono vamo, vidim, hvala Bogu, vidi, da ide krenulo, jer vidim, kako treniraš, kako se ti bicepsi, tricepsi treba, vidi, jarane, samo tako dalje. In ti da eno spodbudno besedo, ne, gledajte, tudi pridejo včasih težki trenutki, ko ti jedni Sarajeva, zdravo Nermin, ko ti reče, zdravo Furči. In to je samo ena beseda, ko te lahko animira. Ker jaz sem tudi, gledajte, bil na eni določeni preizkušnji, ko sem bil na tereni, pa ko si na enih določenih preizkušnjah, ko misliš, zdaj pa ne bo več šlo, ko ti lahko verjameš, da ti Bog pošle enega človeka, pa reče, le Damjan, vera dela čudo. In mi je bila dosti ena taka beseda, da me je naprej pogurala. Tisto, kar se ne vidi, da dela vera čudo. In jaz sem samo tisto, Damjan, bodi v sebi, bodi vztrajen, pokaži, da znaš, čeprav je tudi biti malo po eni strani trmast, ampak da se. Vaša duhovna prenova je spremlja tudi fizična prenova, kot ste sami rekel, ukvarjate se z razno telovadbo, z fitnessom in na ta način tudi gre vaša misel bi rekel, v neke duhovne sfere, drugam se obračate od tistega prvotnega stanja, tako kot dejansko smo že na začetku dejali, iz peklenskega objema v božji objem. In ta metanoja se dejansko vidi na vas in na vaših prijateljih, ki ste jih si pridobili v komuni Reto. Moram priznati, da si človek v normalnem življenju težko pridobi tako dobre, zveste prijatelje, kot ste si jih vi pridobil v relativno kratkem času v teh komunah. Zato je morda tudi eno sporočilo današnjega pogovora, da naj tudi sami, če le moremo, na kakršenkoli način spodbujamo delovanje takšnih komun, ki resnično človeku pomagajo skozi Boga se očistiti in doživeti metanojo. Jaz bi se vam rad
najiskreneje zahvalil za to vaše pričevanje, zato ker vem, da se je odpreti pred občinstvom nekaj najtežjega. Eno je, ko greste k spovedi, k duhovniku, pa to ostane med vama. Ampak takšno odprto pričevanje je pa res pogumno. Jaz bi še dal samo nekaj. Glejte, v svojem življenju si nikdar nisem mislil, pa tudi, če bi mi kdo rekel, le Damjan, glej, v novem življenju te čaka romarska pot, bi rekel, le, ne verjamem. Ampak hvala Bogu, glejte, nikoli si nisem v svojem življenju mislil, da bom kdaj na gori Sinaj, da bom kdaj hodil po Mojzesovi poti 6 dni, pa 6 dni po Jezusovi poti, da bom kdaj na njegovem grobu notri, da bom kdaj padel na kolena, da bom kdaj poljubil njegov kamen tam, ko je Jezus ležal, da bom kdaj na Kalvariji, da bom kdaj v Jeruzalemu na zidu objakovanja. Nikoli si nisem mislil, nikoli si nisem mislil, da bom kdaj smel skozi želja celo bivšo Jugo iti, ker apostol Pavel je tam največ deloval, ker ko je bil za mene največji spreobrjenec v delu apostolska dela. In jaz pravim, da bi kdo vedel, pa kdo prebral apostolska dela, pa ne samo, da prebere, pa ne samo tisto, da samo površinske stvari spregleda, da se malo ustavi, začne malo razmišljati, začne malo primerjati sebe, njegovo življenje, dobesedno. Jaz sem se videl notri, in za mene je en ogromen pričevalec, ker je tudi največ deloval dol, lahko se reče temu bivši Jugi, v Srbiji, Grčiji, Makedoniji. Bila mi je pa res tista želja, iti Makedonijo, iti pogledati Makedonijo. Grem tam, reče, pa kde si, brate mili? Pa kako si ti prošel kroz Ohridsko jezero, a nisi mene zval? Jaz rečem, vidi, treba da idemo v grad Korint, kde je bil apostol Pavel. In glejte, nikoli si nisem mislil, Res mi je ena želja še iti po Jakobovi poti, imam pa tudi eno željo in verjamem, kar mi je Gospod Vogrin pokazal, Pedra Opeka. Zelo zanimiv človek, jaz ga občudujem. Dal bi mu, jaz po moje strani bi mu dal takoj Nobelovo nagrado, koliko lahko en človek naredi, koliko se le žrtvuje, koliko lahko človeka iz enega blata ven potegne, da mu nudi eno novo življenje, dobesedno. Jaz bi ga rad spoznal. Tudi sam sem že kdaj študiral, pa daj mi, gled, če bi imel kjeda možnost, pa če kjeda veter zapiha na tvoje ladji, bi šel za kakega misionarja, se ne bi ustrašil. Tudi, sigurno. Verjemte. Rad se počutim koristnega. Tisto moje dušo polni, celo tako zdaj, naprimer, ko imam babico v domu, grem z ponosom, prvi vnuk, grem s ponosom v trgu, pa reče, le Damjan, Bog vej, Bog ti bo enkrat to čisto poplačal. Dobro se z dobrim vrača. In ko grem gor v dom, zmeram grem, glejte, stara mama, vi ste v mene naučili, Oče naš, pa Zdravo Marijo moliti. Jaz imam tudi ena želja, da bi šla tule v cerkvico, pa vas bom jaz te pelal v invalidskem vozički, pa vas bi jaz notri v cerkvo lepo zapela, pa bi se pomolila, tako sem še bil mali, tako bi se rad zdaj z vami pomolil. In grem vsak dan, grem gor v dom v starelih, gor so me veseli, dobesedno, ko prijem gor, lega Damjana, ono, vamo, tamo, kavica, ena lepa spodbudna beseda in je to. Zvečer v službo, zjutraj se vstanem trening, ker sem se v novem življenju naučil, imej izpopolnjen dan. Delaj tiste dni, delaj tisto, kot je najlepše, ker dani so tak, dnevi so tak, lahko tudi hudičevi, tako isto, ko pravi v Svetem pismu, zato je pa treba izkoristiti dan, če ga imaš lepo. Aleluja. Hvala lepa, drage gledalke in gledalci. Naj vam bo današnje pričevanje spodbuda za nadaljevanje hoje po Jezusovi poti in hvala lepa za vašo pozornost. Tudi vam, gospod Damjan, iskrena hvala za te spodbudne besede in želim vam, da bi svoje pričakovanja, svoje želje tudi uresničili.
Hvala lepa Hvala in lep dan še naprej. Hvala enako.